Indijanska vas je eno naselje, ki ga imamo zdaj tule v kampu Menina trenutno. In imamo postavljene indijanske šotore, konje imamo tule, kanuje, lokostrelske tarče, loke in to je en tak raj za otroke. Menjalci slabih odnosov zdaj. Gremo skozi kamp in bomo cel kamp prečistili. Bodo vsi sam še vriskali od sreče. Kdo bo to vzel? Ja, ok. Bom pa jaz bobno vzel. Kdo bo imel tole? Glavna tema vsega skupaj je preživetje v naravi. In preživetje v naravi to pomeni, da se v vseh situacijah, ki lahko pridejo v naravnem okolju, brez nekih tehničnih pripomočkov, da se znamo znajti. Od tega, da če smo na reki, da znamo s kanujem veslati, s kajakom veslati, da konec koncev jim povemo, kako se kanu pa kajak naredita, če nimamo že ga sabo. Potem, kako se strelja z lokom, če je treba slučajno kdaj kakšno žival jeti, da preživimo. Potem, kako se najde hrana, kje se najde voda, kako se orientiramo po zvezdah, po mahu, po živalih tudi, kako se med najde in vse tako stvari. Pečena opica, kaj ti delaš? Pečena opica, Glej, če ti kaka palčka. Ej. za nas, Evo, za nas. Imela pečeno pravo. Lila je zgubila palčko. Spala tam eno od teh, glej. Nekdo je zgubil hrenovko. Lila, tule. Ni več upanja. Je to nekaj novega, nekaj nenavadnega za Slovenijo, tega še ni. In je vsem zanimivo. In spijo v teh šotorih, ki jih noben še nikoli ni videl. Noter se kuri ogenj, noter je taka posebna, prijetna energija in to otrokom paše. In oni grejo zelo težko domov po 6 dneh. Zbudi, hiter. Največji, najpomembnejši namen našega dela je to, da otrokom približamo naravo. In zvečer imamo razne bobnanja, razne pogovore na teme narave, ohranitve rastlinskega sveta, živalskega sveta na tem planetu, ker vemo vsi, kam gremo z našim tempom življenja, da to ni nič kaj koristnega za ta planet. Otroci so iz različnih krajev. Večinoma so taki otroci, ki živijo v mestu. So dejansko v nekem tujem okolju, ker so se odtujili od narave.